Hej, tukaj Sabina in danes moram priznati, da sem zelo vesela, ker smo dobili dostavo sadik. Od dostave sadik.si oziroma Korno sadike, ki jih dostavljajo po vsej Sloveniji. In moram reči, da sem navdušena, ker imamo za skupni vrt ogromno veliko donacijo. In danes ti jo pokažem. Sadike dobiš takole v kartonu, in sicer tiste, ki so nižje, se pravi manjše sadike, recimo kakšno zelje, kakšne kolerabice in te stvari, dobiš v nižjih telih škatlah. Tiste, ki so pa višje, recimo paradižniki, paprike, dobiš pa v višjih škatlah. Zdaj pa na vrsti, da ti pokažem, kaj vse bomo mi sadili na naš skupni učni vrt. Rečemo neke vrste unboxing in jaz imam take unboxinge najraje, tako da sadike so res odlično darilo. Ob katerikoli priložnosti pravzaprav. Na dostavi sadik lahko naročite ogromno različnih sadik. Lahko so to začimbe, recimo timijan, bazilika, lahko naročite tudi kumare, buče in kar je mene najbolj razveselilo, oziroma to lahko rečem sicer za vse sadike, ampak vse, so šparglji. V največji škatli nas pa čakajo paradižniki. Naročili smo različne paradižnike in tukaj mi je všeč, ker so res lepo zaščiteni, kar je res težko narediti, ko dostavljaš sadike. Tudi recimo, ko jih jaz vzgajam doma, pa da jih pripeljem do vrta, bolj zahtevno to, da jih dostavim cele v enem kosu na vrt. Zgodilo se mi je že, da sem jih polomila na poti, tako da bravo, dostava sadik, da ste to zrihtali in dejansko pripeljete sadike tako, kot se zagre. Paradižnik je en tak kralj, bom jaz temu rekla, ki ga imamo pač slovenski vrtnari na svojih balkonih, vrtovih. In jaz predlagam, da če ne drugega, če nimate vrta, ga posadite vsaj na balkon, vsaj en paradižnik, zraven dodate kakšno baziliko in naredite tak mešan posevek oziroma mešano zasaditev zelenjave in začimb. Ideja je, da baziliko, ki jo imate, jo posadite tako, da v bistvu ven date spet previdno. Evo. In potem jo v bistvu date na več različnih delov, ne, takole. Jaz jo kar razdelim in jo potem posadim po delih. Dobili smo ogromno enih sadik in ti jih bom malo pokazala, zato da si predstavljaš, kaj dejansko lahko vse dobiš na dom. Tole je fizalis ali volčje jabolko. Tega še nikoli nisem sadila in letos bomo to posadili na naš skupni učni vrt. Odločili smo se, da bomo fizalis oziroma peruansko jagodo ali volčje jabolko posadili kar v visoko gredo. Onda kar potrebujete je nekaj, s katerim boste naredili neko luknjo, karkoli. Jaz uporabljam hori nož. Lahko imate v bistvu tisto orodje za izdelavo lukenj oziroma da pač naredite sam noter v gredo luknjo. Vzamete previdno sadiko ven, ker recimo to je najbolj pomemben, da previdno, se pravi lonček, takole malo stisnete, da gre sadika počasi ven in to previdno date noter v gredo. Tukaj so pa manjše sadike, tukaj imamo zelje. Kolerabico. Tudi peteršilj lahko naročite. Naročite lahko tudi kumare in pa seveda vsa zelišča in začimbe, ki jih imajo. Jaz sem bila vesela, da smo dobili tudi tole sivko, ki bo zelo lepo popestrila naš skupni vrt. Ena zelo posebna stvar je sladki krompir. Ste vedeli, da lahko sladki krompir takole dobite sadiko in jo posadite in bo zrasli tisti ta veliki krompiri, ki jih eni zelo radi spečejo v pečici in odlično ratajo. V Kozolcu imamo res srečo, da na skupnem učnem vrtu ustvarjamo vsi, pač od najmanjših otrok do starostnikov, tako da ste vsi vabljeni. Imamo pa tudi ogromno prostora, da lahko zasadimo karkoli si kdo zaželi. In otrokom pokažemo, kako to poteka, kako zasajati vrt, kako zasajati ljubezen, s tem rečem. Bravo, odlično ti gre. Malo naslanjeno pa bo v redu. Super je. Pa tvoja mami spet prosila
zadnji sicer izgleda še malo bolj bogo urejamo, tako da brez skrbi bomo tudi to zrihtali. Zdaj bom pa pokazala, kje imamo mi šparglje. Tole je naša gredica šparglji in jih bom zasadila še več, da bo naša gredica pač polna špargljev, ker špargljev ni nikoli premalo. Da preprosto, v bistvu samo zasadite jih tako, da date dovolj globoko, naredite neko vdolbino, previdno, res previdno vzamete šparglje ven, se vam ne strgajo korenine in jih potem date noter. Te sadike so slovenske, Kornus sadike in sicer dostavijo jih po celi Sloveniji in od dostava sadik.si imate ogromno ponudbo, ki jo je pa fajn spremljati, zato ker se pač spreminja. Recimo enkrat so jagode, enkrat so šparglji, enkrat so bolj aktualne bučke, pač odvisen zdaj, kaj se v danem trenutku sadi. In zato vam priporočam, da si greste čim prej pogledati. Drugače se moram pa res zahvaliti dostavi sadik, da so nam omogočili, da bo še več otrok in še več družin in vseh, ki so na skupnem učnem vrtu, lahko zasadili vrt in se tako naučili, kako do čim večje samooskrbe. Sem res vesela, da imamo pri skupnem učnem vrtu možnost kozolca, da se lahko usedemo, ki pojemo, ki popijemo, smo pod streho, se malo skrijemo pred sončkom in uživamo v čudovitih dneh. Tako da, če ti je bil video všeč, ga ne pozabiti lajkati in se vidimo naslednjič. Čau, čau!